Študenti so zavrnili rektorjev očitek, da je bila peticija, s katero so podprli nekdanjega mentorja Dumića, za akademsko okolje neprimerna. Saj se je kot profesor in kasneje tudi kot kandidat za volitve za rektorja udeleževal prireditev in protestov, ki jih je organizirala študentska organizacija na bistveno bolj neakademski način. Odločitev o Dumićevi zaposlitvi bi morali podpreti predstavniki katedre za zdravstveno nego, pravi Rebolj, kar se v omenjenem primeru ni zgodilo. Da jih namreč nihče niti vprašal ni pred 2 letoma, ko so gospoda Dumića zaposlovali na fakulteti. To je izjemno nenavadno, kajti katedre so po statutu tiste, ki organizirajo delo na svojem področju. Nikoli ni bila praksa na fakulteti, da bi katedra odločala o zaposlitvah. Izključno je za zaposlovanje zdravstveni senat. In senat je tako potrdil razpis, kot sprejel gospoda Dumića. A Dumić je prepričan, da gre za zaroto predstojnice katedre Majde Pajnkihar, ki jo je prijavil zaradi šikaniranja. Ta naj bi sodelavce prisilila k podpisu peticije, v kateri so se izrekli proti Dumićevi zaposlitvi. Ker je docentka na področju zdravstvene nege vedno poročevalka v habilitacijskih postopkih in se vsi zaposleni v bistvu bojijo, da ne bi dobili negativnega mnenja z njene strani za volitev v višji naziv. Pajnkiharjeva očitkov ni komentirala. Vodstvo fakultete pa bo zahtevalo, da o zaposlitvi Dumića presodi senat univerze.